Spoštovani, čez približno 5 minut se bo torej začela uvodna tekma 14. kroga v prvi ligi Telemach in že kar za uvod rekel bi veliki derbi tega kroga. Sliko smo že nekaj časa seveda na Stožiški lepotici, pred nami pa obračun Bravo Maribor, že zelo pester studijski del je za nami, kjer ste izvedeli pravzaprav vse potrebno pred tole tekmo, ki se bo odigrala za ta letni čas res fantastičnih pogojih. Škoda, ker se gledalci niso odzvali, kajti temperatura je prijetna, bom rekel bolj pomladanska, kot pa takole že pozno jesenska, kakorkoli. Malo gledalcev, torej Bravo seveda v mestu nima Teja, ki jo je izgubil. Babula še vedno ni se odločil za strel, zdaj Stanković. Stanković strelja, odbita žoga, ki je končala v mreži. Jakoslav Stanković na začetku 5. minute, žoga se je odbila od Omarja Rekika, tule zadetka najbrž ne bi bilo za Bravo, ampak težko je zdaj reči, ali bo tole avtogol Rekika ali vendarle tretji zadetek uradno pripisan v tej sezoni Jakoslavu Stankoviću. Veliko sreče za Bravo ob prvem resnejšem napadu domačih. Takole je Babula podal, Stanković sprožil, žoga je zadela Rekika, ampak nekako velja pravilo, če gre za strel v okvir, potem se zadetek piše tistemu, ki je sprožil, in tule je šlo v okvir. Mislim, da bi bila žoga sicer lahek plen Ažbeta Juga, toda zadela je Omarja Rekika, povsem spremenila smer. Jug je seveda ostal na napačni nogi in brez moči, da prepreči zgodnje domače vodstvo. Odžo pri žogi, pa Čipamba. Regba pa Viher. Zdaj Regba, Širvis. Predložek Širvisa, to je zdaj priložnost, ki jo ima Tete, žoga je v mreži. Če ne bi bilo gola, najbrž tudi 11 metrovka, kakorkoli obrnemo, izenačenje v 18. minuti, strelec pa Benjamin Tete, njegov 9. gol v sezoni, le še za gol, zdaj zaostaja na vrhu lestvice strelcev prve lige Telemach v tej sezoni za Frankom Kovačevićem. 1-1, torej. Širvis je podal, tule pogledamo še enkrat, najprej neidealen sprejem Širvisa, to da potem toliko boljši predložek. Za trenutek je sicer žogo odbil, jo pričakal na glavi Monzango, potem pa je Tete sprožil, mislim, da Nzuzija zadev celo v roko, tule se bo bolje videlo. Tete je pričakal žogo, potem pa napaka Selana, Tete je krenil, še vedno Benjamin Tete. Kakšen prodor Benjamina Teteja, kakšna surova moč, 21. minuta, blitzkrieg Teteja oziroma v Stožicah za popoln preobrat in vodstvo Maribora. Kakšen prodor je bil tole, sicer huda napaka. Mislim, da Bena Selana, gotovo še enkrat videli to, da kako je šel potem mimo Atemone Tete, kot brzi vlak. Potem je Atemona skušal gostujočega napadalca na vsak način, samo tule je bil Tete ob tej prvi podaji seveda v offsideu, recimo, da bodo tule šteli kot drugo akcijo. Lepa, pogledajte, ni se pustil niti spraviti na tla Benjamin Tete. Kakšna moč. Sicer v trenutku, ko je Jug degažiral Tete, je bil v prepovedanem položaju, ampak dva nogometaša Brava sta vmes igrala žogo, tako da tu mislim, da bo pri zadetku vendarle na koncu ostal, torej 1-2. Tule je nova priložnost za Tetejo, hat-trick morda, Tete zdaj podaja proti
proti Sidaniju, še vedno Tete, na koncu pa Likar. Jakupović se bori, odbija Rekik, še ena priložnost, Atemona oddaleč. Likar, ki boksa, potem je Babula lepo odbil do Pečarja, krasna poteza Pečarja, ki je šel mimo Čipambe. Pečar, odkriva se tudi Jakupović, Jakupović je sam, vratnica! Kot so dejali v studiu, predvsem igra v sredini obrambe, recimo. Tole je zdaj priložnost za Pejčiča in še ima priložnost, zdaj je vendarle dosegel svoj prvoligaški prvenec, tega mislim pa, da mu ne more ukrasti nihče več. 3-1 za Maribor, 53. minuta. Najprej se Pejčič celo ni najbolje znašel, vsaj po moji oceni tule. Prvi zaključni strel precej nedorečen, potem pa je tudi Likarju, čeprav je strel Pejčiču obranil, žoga nekako spolzela iz rok in v nadaljevanju pa potem tega Pejčič enostavno ni mogel zgrešiti. Tule Ali Regba, potem Čipamba, krasna asistenca Čipambe, toda v fantasy svetu zanj tule asistence ne bo, kajti Pejčič je najprej priložnost zapravil. Tudi Likar pa ni bil najbolj spreten, žogo je odbil nazaj do Pejčiča, tule vidimo, tudi nekaj smole tu za Likarja, pa sreče na drugi strani za Davida Pejčiča in Maribor vodi s 3-1. Zdaj pa je uradno Pejčič zabil svoj prvi gol. Ođo, Ali Regba, tole je zdaj priložnost za Maribor. Ali Regba, brani Likar, vprašanje, če ni šlo za ofsajd. Vprašanje Didija Drogbaja, pa brata Ture in tako naprej in tako nazaj. Tu bi lahko naštevali do jutri. 77. minuta, Bravo v nevarnem napadu. Bristrič v vratnico, odbita žoga, Ivanšek v mrežo. 3-2. 3-2, tekma je znova živa, tekla je še 77. minuta. Dva rezervista sta tole skreirala, strelec je Matic Ivanšek. Za Ivanška je tole celo, v kateri se je spopadal tudi s poškodbami. Tule poglejmo še enkrat, Selan, pa manjši nesporazum v gostujoči obrambi, Bristrič takole zelo zvito iz obrata v vratnico. Tule se ne vidi najboljše, ampak ni bilo ofsajda Ivanška, Ođo je Ivanška držal v igri, o tem ni nobenega dvoma, gol seveda priznan, vse je bilo čisto in vendarle se nam obeta nekoliko bolj dramatična končnica. Dejal sem že, Maribor je proti Bravu v tej sezoni že zapravil vodstvo s 3-1. Krasno Bristrič. Zdaj poskus proti Teteju, Boris strelja z roba kazenskega prostora mimo gola. Bravo, Nuhanović, boksa Juk. Toda tule je vrnjena žoga, Juk brani. Vidno šepajočega. Čeprav mu je zdaj Gašper Jovan podal, Babula vendarle preigrava in strelja, brani pa Juk. Tudi v obrambi Benjamin Tete, tole pa je zdaj morda priložnost za Bravo, Bristrič in mimo gola! Admir Bristrič, kakšna priložnost za izenačenja Brava v 95. če ne že na začetku 96. minute. Nejcviher, lahko poimenujeva to tekmo garaška tekma. Garali ste od začetka, ko ste se hitro znašli v zaostanku, odreagirali, potem prišli do nekega mirnega vodstva, pa se potem znova znašli v situaciji, ko je bilo zapleteno. Kako ste vi videli srečanje? To je bila tekma, na kateri mislim, da smo kot ekipa pokazali karakter. Za nami je bil boleč poraz, ki si ga ne bi mogli pustiti. In danes je bilo samo pomenilo, da smo odnesli 3 točke in to smo storili. Mislim, to je bilo glavno, da danes zmagamo, da se poberemo. Kako težko je bilo v zadnjih 2 dneh biti igralec Maribora po tem, kar se je zgodilo, in pa kako, na primer, pri vas, pri vaši mladosti zberete potem tiste prepotrebne misli, da pa ste 100% na treningu na naslednji tekmi, ki je bila zdaj seveda še pomembnejša od tiste zadnje? Mislim, zelo težko je po takem porazu, po izpadu iz pokala, ampak mislim, da imamo trenerja, strokovni štab, ki dobro dela z nami in mislim, da smo se odlično pobrali po tem porazu
in zdaj moramo nadaljevati do pauze s temi zmagami. Jean-Michael Seri je danes debitiral, sam sem opazil, da je večkrat pristopil do vas tudi z nekimi navodili, kako je igrati, pa lahko rečemo, z res velikim zvezdnikom. Koliko vam bo on morda pripomogel še z nekimi nasveti? Ja, mislim, meni je čast, da igram z njim. Že pred tekmo in tudi na treningih me je dosti pomagal in res probal bom pobrati maksimum od njega in se naučiti vse največ. Matic Ivanšek, Maribor je prišel v Stožice kot nek ranjeni lev. Vi ste tekmo dobro začeli, povedli, potem v drugem polčasu ste tudi vi dobili priložnost, dosegli zadetek. Kako ste videli srečanje, ki je bilo polno drame kot tisto zadnje medsebojno v Ljudskem vrtu? Pa ne, mi smo vedeli, da je Maribor dober nasprotnik, da bo vedno težka tekma proti njim. Imeli smo prednost, ker smo jo prelahko zapravili, imeli smo tudi dosti priložnosti, da bi izenačili, ampak na koncu malo sreče nam je zmanjkalo za to točko, mogoče kaj več. Ta vaša tranzicija, hiter prehod, prihajalo je vse skupaj do izraza, ampak kot ste dejali, ne, tista pika na i, kaj je zmanjkalo morda, ko je bil Maribor nekoliko bolj odprt v postavitvi, da bi vi to lahko izkoristili? Pa jaz bi rekel, da zdaj Juk je obral na ene par odličnih situacij, da se kakšna odbija v našo smer, bi mogoče lahko bilo čisto drugače, bi zadel enega, dva gola, ampak žal ni bilo to danes. Še z vašega zornega kota ogromno je bilo težav s poškodbami v zadnjem obdobju. Kako ste zdaj, ta gol je zagotovo nek pravi obliž na rane? Ja, po dolgem času, mislim, se mi zdi, da sem v to dobri formi, prehajam v ta ritem spet, tako da vse super zaenkrat. Še ta gol, hvala Bogu. Najlepša hvala. Hvala. Feđa Dudić, prišli ste do tega, kar ste želeli, do zmage, do 3 točk, ste pa garali, spet potrošili veliko energije. Kako ste videli obračun? Tudi vi ste najverjetneje porabili veliko energije. Pa jesam, mislim da sam smršao bar 2 kile, ali dobro, svakako sam debeo, dobro će mi doći. Pa do 70. minute imamo kontrolu nad utakmicom, potpuno vodimo 3-1, imamo situaciju kad Al izlazi sam na golmana za 4-1 kad pogađa stativu. Mislim da smo mogli tu da riješimo utakmicu, nismo i onda iz jednog napada primamo gol 3-2 i onda totalna konfuzija do kraja utakmice. Morali smo zadnjih 10 minuta da se branimo, što ja inače ne volim, ali tako je kako je. Nažalost, kad smo izvršili izmjene, nismo bili pravi, ali vidjeli ste, danas sam ubacivao većinom omladince, jer tako sam želio. Želio sam, moramo nešto da platimo rizik, ali zato je Bog bio uz nas. Zato je bio uz nas zadnjih 10-15 minuta, zbog naših nekih hrabri odluka i rekao, evo, to je to, treba da pobjedite danas. Čestitam momcima, jer bila je zaista 2,5 dana teška iza nas. Mi smo faktički završili utakmicu u 11 u srijedu, danas smo zagrijavanje radili u 2 u subotu. Ali je igrao 120 minuta, Bradley je igrao 120 minuta, Nejc, Mali, Peja igrao po 60 minuta, vidjeli ste, velika protošnja, nije lako igrati 2 seniorske utakmice u 2,5 dana, ali evo, svaka im čast, čestitam im, držali smo se plana, pratili smo, iako smo, na primjer, primimo gol naivno u 2. 3. minuti, autogol faktički, kao isto da nešto treba, eto, ko da smo se Bogu zgriješili, pa daj odmah da primimo taj gol, ali evo, pokazali smo poslije tog gola, da kažem, do 70. minute, držali smo kontrolu utakmice protiv jedne odlične ekipe koja 8 utakmica nije izgubila, pobjedili smo na njihovom terenu i kad sam držao nedavno pres konferencije, rekao sam Maribor protiv boljih ekipa u Sloveniji, a tu mislim na Bravo, Celje, Olimpiju i Koper, nije pobjedio nijedno. U 5-6 utakmica uzeli smo slavno 2 boda, evo, prva jedna pobjeda. Izbili smo na to 2. mjesto, tako da evo, dobili smo 7 dana mira. Nažalost, imat ćemo velike probleme i za sljedeću utakmicu. Tete 4 žuti karton, Širvis 4 žuti karton, ali okej, imamo 7 dana da se spremimo. Poslije toga pauza će nam izuzetno dobro doći i nadam se da će iz seriji podići se na veći nivo, da će Zambrano doći na nekom normalnom nivou, da nam mogu pomoći, da će nam se Jan Repas vratiti, da ćemo malo proširiti konkurenciju, jer ovo nije dovoljno. Ali evo, tako je kako, imamo 4 utakmice do kraja, skupit ćemo se, odraditi maksimalno koliko možemo i probati uzeti maksimalan broj bodova. Čestitam još jednom ekipi Brava i treneru na svemu što je napravio dosad s ovom ekipom i na onom koliko su dosad uzeli bodova. Glede na vaše besede bi rekel, da ta zmaga šteje 6 točk, ne samo 3 točke, da je tako pomembna. Omenili ste menjave, zelo hitro ste opravili vseh 5 menjav.
ste tudi tvegali na nek način. Ali to su posljedice utakmice od srede. Jednostavno vidjeli ste da neki igrači više nisu mogli. Pejić je tražio izmjenu, nije više mogao. Znači nije u pitanju nikakva povreda. Tako da Širi se imao žuti karton, visio je za drugi žuti, igrao je protiv, poslije Lagonda prešao na tamo njegovu stranu. Htio da ga utereti da eventualno dobije drugi žuti, što bi bio zaista veliki problem. Tako da morao sam neke stvari da mijenjam, osjetio i Ali, kažem, igraju 120 minuta u srijedu, danas 75, tako da neke izmjene zaista sam bio prinuđen, morao sam da radim, ali kažem, moraju momci kad dobiju šansu već, jer došao je taj period da im dajem šansu, onda moraju pokazati da se može na njih računati u budućnosti, a ne samo da budu u broj tu. Če greva samo še na prihodnost, serije danes debitiral, omenili ste že težave s poškodbami in kartoniranimi igralci. Kako pomemben bo igralec takšne kvalitete, kako blizu je njegovi 100% pripravljenosti seriji? Pa sigurno da mu fali fizičke pripreme, još ovo je nakon godinu dana, jači od godinu dana njegov prvi nastup, tako da je velika stvar da je seriji tu. Dao sam mu danas šansu, evo da čisto da osjeti tu ekipu, međutim seriju treba još dosta dobrih fizičkih treninga. Njegov osjećaj i posjed lopte i ta kreacija s loptom, to je neupitno. Vidjeli ste i danas, svaki njegov pas je tačan, ali morat će da radi puno na fizičkoj snazi, tako da nadam se da će poslije ove reprezentativne pauze biti na malo boljem nivou i da će nam moći pomoći poslije na zadnjak kod 3 kola. Najlepša hvala in srečno. Hvala vam. Aleš Arnol, lahko rečemo, da je ta tekma bila zelo podobna tisti prvi medsebojni v Ljudskem vrtu, kar se tiče zadetkov, pa nekih napak na eni in drugi strani. Vi ste obračun danes začeli odlično s tistim zadetkom, potem pa v nekih določenih trenutkih preveč padli, predvsem v zbranosti v obrambi. Kako ste vi videli prvi polčas, pa potem začetek drugega? Ja, v generalu bi rekel, da sigurno smo tekmo izgubili z razloga, ker smo naredili prepoceni smo prejeli zadetke, prelahke napake, sploh pri drugem zadetku, popolnoma nevarna situacija, če bi žogo razčistili. In tudi trenirali, opozarjali smo te teke iz drugega plana v prostor, da tukaj v bistvu posledimo igralce. Tako da, če črto potegnem, lahko rečem, da smo prelahko dobili te zadetke. Je pa res, da bi rekel, da ta zadnja akcija je pokazala ali pa potrdila, da danes pa res nismo bili na srečni strani, ker smo imeli ogromno priložnosti, pa v priložnosti vstopa v 16-metrski prostor, odbitih žog v petercu, ker so bili Mariborčani malce srečnejši, da so prišli do te žoge. Mislim, da je statistika 15 strelov proti 6, da jih imamo več okvir, da imamo 10 kotov proti 5, se pravi, vsa statistika razen nekaj procentov posesti je na naši strani, ampak potrebno je biti samo kritičen, če želimo napredovati in si reči, da proti res kvalitetnim ekipam, kar Maribor je, ker je praktično tekmo individualno rešil, proti tem ekipam je praktično treba biti konceptualno perfekten in ne dovoliti tako lahko prejetih zadetkov, če želimo biti še naprej uspešni. Morda malce bolj direktno vprašanje. V prvem polčasu je bil Martin Pečar izjemno razpoložen, predvsem pri nekem razigravanju. Kolegi so se v studiu celo šalili, da mogoče že kaže neke te znake, da je res prerasel našo ligo, potem pa kar zgodnja menjava, kak razlog poškodba, taktičen vidik, kaj lahko poveste o tem? Pri Martinu je tako, da je odigral 90 minut nepričakovano tudi v pokalni tekmi, tako da je imel polno minutažo. Sandi je v odlični formi, kar je dokazal 15 sekund po vstopu, ko je praktično skoraj zabil, in jaz bi samo poudaril, da so vse menjave dokazale in nas pripeljale blizu, da tekmo izenačimo, tako Bristrič, v bistvu Ivanšek, in so nam pomagali, da smo izvedli tak pritisk in bili praktično na koncu čist blizu gola. Tako da Martin ve, da ima pač popolno zaupanje pri nas, tudi pozna kakšno zaupanje o njegovi kvalitete imam sam, da v trenutku, ko je v karieri mu bilo najtežje, sem zaradi poznavanja njegovega talenta osebnosti van zaupal, ampak naša moč je sigurno se skriva tudi v teh menjavah, kar so dokazale prejšnje tekme, in ravno tisti centimeter na Žbetovi rokavici je danes preprečil, da bi imel jaz prav in da me vi tega ne bi spraševali. Je pa to kompliment za vas, ne, da vas sprašamo kot trenerja Brava, da obžalujete zdaj na koncu to, da niste prišli do točke proti Mariboru, da ni več samoumevno, da Bravo vedno zdaj je v teh kombinacijah že zadnja leta. Ja, lejte, sigurno. Jaz tudi, če ste opazili ekipo danes, razen tistih 15-20 minut v prvem polčasu, ker smo postali po golu preveč pasivni in smo naredili v bistvu preveč napak. Tudi do zadnje minute tekme se je čutilo, da ekipa verjame, da lahko izenači, da je verjame, da lahko izigra na koncu in to doseže. To so neki mali koraki naprej, ki jih stopamo, za katere sem jaz zelo vesel. V
Opozarjam pa, da so to mali koraki in da gremo počasi naprej. Jaz verjamem, da javnost in mediji bi nas radi hitro porinili nekam, ampak čas in tekme bojo pokazali, da smo za to zreli, ker nikoli pa ne pozabimo, da naše zmožnosti so bližje zadnji tretjini v tej lestvici, mi pa trenutno smo bližje prvi tretjini. Tako da ta razlika pa sigurno se skriva v kvaliteti izbora, kvaliteti igralcev v našem skupnem delu in pa ne nazadnje tudi v odličnem sodelovanju z vodstvom, ki moram reči, da stroko maksimalno podpira in zato skupaj pišemo uspehe, ki so nad našimi zmožnostmi. Aleš, hvala za debato in srečno. Hvala lepa.